Včasih se mi zdijo naši testi avtomobilov skoraj nepotrebni in točno ta Q5 dajem kot zgledni primer. Dva znanca imam, eden je lastnik križanca druge premijske znamke in po vožnji z novim Q5, ki si ga je sposodil za nekaj dni, je zaključil, da mu ni všeč in da bo imel njegov naslednji avtomobil na nosu še vedno logotip propelerja. Drugi je lastnik prejšnjega Q5 in je po vožnji z novim takšnega že naročil. Torej je jasno, da je prijetnost avtomobila odvisna tudi od vaše zaljubljenosti v določeno znamko. Ja, mogoče so pa naši testi ravno zato še toliko bolj pomembni. Jaz nimam nobene čustvene navezanosti na takšen Q5, obenem pa precej dobro poznam tudi njegovo konkurenco, zato lažje delam realne zaključke. In prvi je, da je v bistvu Q5 zdaj bolj čeden, bolj minimalistično eleganten je, kot je bil prej, je pa res, da temu pomaga tudi paket S-Line, sicer bi bil bolj zadržan. Je pa hkrati tudi bolj generično dolgočasen. Vse je lep, ampak s podobnimi linijami se danes lahko pohvalijo praktično vsi novi križanci. Te zadke pogledajte, pa mi povejte, če se motim. Zato bi ga sam izbral vsaj v bolj atraktivni barvi, če se nočete izgubiti v poplavi ostalih križancev. Določene stvari so mi pa tukaj zelo všeč, predvsem tehnične. Naprimer, te OLED zadnje luči, ki jim lahko celo spreminjamo obliko snopa in so fantastične, pa v bistvu tudi ta projekcija tretje zavorne luči se mi zdi fajn. No, pa seveda matrične sprednje luči, ker svetijo odlično. Pa kljuke. Se mi zdi kar bizarno, da moram dejansko to omenjati, ampak namesto potopnih kljuk, ki so tečne za uporabo, imam tukaj navadne. In so zakon. Notranjost je v 90% vrhunska, v 10% pa v bistvu tako tečna, da sploh ne diši po premijskem vzdušju. Med dobrimi stvarmi je nedvomno kakovost izdelave in večine materialov. Tukaj tople vode ni treba odkrivati, stvari so sestavljene odlično, ni škripanja, ni pokanja, obenem pa so tudi materiali dobri. Spet, tukaj pomaga paket S-Line, zaradi katerega sta sprednja sedeža boljša, pravzaprav sta vrhunska, no volan je pa bolj športno zašiljen. Je pa res, da se cena točno tega Q5 začne z 8, to pa zaradi dejstva, da ima za skoraj 40% vrednosti osnovne cene vozila tukaj še dodatne opreme in je zato seveda bolj zanimiv zunaj pa znotraj. Tukaj s tem zaslonom, recimo, ki ga večina ne potrebuje, pa z električnim pomikom volanskega obroča, ki je pa tudi po svoje bolj nepotrebna malenkost. Kljub tako bogati opremi pa ima ta Q5 tudi nekaj elementov, ki mi absolutno niso všeč. Recimo ta stikala tukaj na volanu, ki so nekakšna kombinacija navadnih pa haptičnih, kar pomeni, da nanje lahko pritisnem, lahko pa v bistvu tudi podrsam po njih, pa me prav tako ubogajo. Ni mi všeč tudi ta sredinski del, ki ima klavirsko plastiko, ta je bila moderna kakšnih 15 let nazaj in premijska, danes pa nikakor ne več. Razen, če ste detektiv in želite iskati prstne odtise za svoje raziskave. Fizičnih stikal sicer ni veliko, je pa ergonomija vseeno dobra, ker je ta vmesnik tukaj prečiščen, pa zelo logičen. Če ne bi nedolgo nazaj peljal nižjega in lažjega A5 Avant, bi bil najbrž navdušen nad voznimi lastnostmi. Za segment, ki ga zastopa in za svojo velikost ter maso, se Q5 pelje zelo dobro. To pomeni, da zna biti dovolj udoben in malo pretresa, zato ni praktično nikoli nedležen. Je pa res, da ta testni stoji na zračnem vzmetenju, ki udobje povečuje, no, pa hkrati je res, da stoji tudi na 21 palčnih platiščih, ki pa udobje zmanjšuje. Kakšen je brez teh doplačil, ne vem, vem pa, da stikala za spreminjanje voznih nastavitev najbrž po prvem mesecu ne boste več uporabljali in se boste pač ves čas peljali z enakimi nastavitvami. Zakaj pa sploh omenjam A5? Ker je še občutno bolj prijeten in bolj lahkoten med vožnjo, manj pretresa, manj se ziba, manj se nagiba in nasploh je v bistvu bolj prijeten pri umirjeni ali pa dinamični vožnji. Ta pa ni. Masa se pri hitrejši vožnji čuti in v tem pogledu ni nič posebnega, čeprav je med najboljšimi v svojem razredu. Ja, križanec je, vem, nisem pozabil. Že samo zaradi tega je kul, a ne? Ta kombinacija dvolitrskega turbodizla in menjalnika DSG je nekaj, o čemer so pisali že neandertalci, oziroma najbrž uklesavali v kamenje.
Ker so dizli v današnjih časih redki kot bitcoini v privatnih denarnicah, je kupec s tem motorjem seveda zelo zanimiv. 150 kW moči ima oziroma 204 konjičke in je prijetno prožen, sploh ne robusten ali pa preglasen, je pa v povezavi s tem menjalnikom včasih vseeno mal zaspan oziroma cukajoč, kljub temu, da gre zdaj za blagi hibrid. Sam se ves čas vozim v načinu individual, kjer sem si določil, da prav menjalnik vzdržuje mal više vrtljaje, da potem ni toliko zamika, ko bi želel pospešiti, in tudi cukanja je manj. So pa vrtljaji posledično velikokrat više, kot bi želel, skratka en kompromis vsega bi hotel imeti. Poraba pa malenkost pod 8 ml, kar je logično, saj je avtomobil velik, skratka pozabite na 5,5 litrov, ko se boste hvalili naokrog. Za voziti je prijeten, ampak predvsem zaradi upoštevanja mase in dimenzij. So pa nekateri podobni predstavniki vozniško še boljši. Nedolgo nazaj recimo je primer celo električni Porsche Macan. Vem, je še dosti dražji, ampak vseeno povem. Kupec zato ostaja zelo zanimiv in tehnično dodelan avtomobil. Izjemno prijeten je pri umirjeni vožnji, vse deluje kot od avta takšnega kova pričakuješ, vseeno pa ni v ničemer posebej napreden ali pa poseben, da se ne bi rabo bati konkurence. Sploh tiste z vzhoda, ki se hitro in brez sramu približuje takšnemu nivoju izdelave.